Komentar dneva, Greenpeaceovka Nina Štros. Greenpeace je danes Janezu Janši, slovenskemu predsedniku vlade in trenutno predsedujočemu Evropskemu svetu, izročil peticijo z več kot 45.000 podpisi. Peticija poziva gospoda Janšo, naj spodbudi vse države EU k zvišanju ambicij zakonodaje, ki naslavlja podnebne spremembe, še posebej osebne avtomobile. 45.163 podpornikov Greenpeacea zahteva od predsedujoče Evropske unije, naj se postavi v bran podnebju in ne dovoli bilateralnih dogovorov z zaprtimi vrati med Francozi in Nemci v okviru zakonodaje, ki omejuje emisije CO2 iz avtomobilov. EU zakonodaja se mora oblikovati strani vseh 27 članic EU in ne samo strani dveh najglasnejših. Francija in Nemčija, dve največji proizvajalki avtomobilov v Evropi, sta imeli glede predlaganih EU standardov za zmanjšanje CO2 emisij iz novih osebnih vozil bilateralna pogajanja že vse od februarja. Njihovi pogovori se niso omejevali samo na delitev bremena med podjetji, temveč so se osredotočili na celoten sklop zahtev z namenom doseči kompromis, ki bi njihovim podjetjem olajšal doseganje zahtev omenjene uredbe. Slovenija bi sedaj morala aktivno iskati podporo svojemu predlogu, kateri uvaja dolgoročni cilj zmanjšanja emisij za leto 2020 in nadaljevati z razpravami, kako še ojačati predlagano besedilo. Slovenija bi morala izkoristiti zadnje tedne svojega predsedovanja Evropske uniji, da prepriča večino držav članic, da je nadaljnje znižanje v avtomobilskih emisijah potrebno določiti že sedaj. To bi lahko pomenilo popoln uspeh za slovensko predsedovanje že pred predajo predsedovanja Franciji, ki bo sledilo v drugi polovici leta.